Od volitev vas nismo pogosto videli pred kamerami, pa boste tokrat vse povedali. V bodoči vladi naj bi imeli 4 resorje za infrastrukturo, demografijo, lokalno samoupravo in pa obrambo. Nam lahko potrdite, da ste vi predvideni za infrastrukturo, Valentin Hajdinjak za obrambo in pa Janez Cigler Kralj za demografijo? Danes je Svet Nove Slovenije potrdil v bistvu koalicijsko pogodbo. In v tej fazi, ko se pogovarjamo o vsebini, obstajajo torej politične stranke, kot je NSI, SLS, Fokus, pa tudi SDS in Demokrati, ko se pogovarjamo o vsebini, o tem, kaj je tisto ključno, ki bo definiralo našo skupno prihodnost, in sicer prvič dvig splošne blaginje za vse državljanke in državljane, tudi boj proti korupciji in kriminalu, klientelizmu, debirokratizacija, decentralizacija. Torej, obstajajo politične sile, ki jih ne zanimajo najprej stolčki, kadrovski razrezi, ampak zlasti vsebina. In mi se pogovarjamo in danes smo sklepali mi zgodbo o vsebini in se nismo pogovarjali o nobenih razrezih, ne o številu, ne o imenih. In lahko rečem, da tudi v fazi dosedanjih pogajanj je bistveno to, da se pogovarjamo o tem, kako zagotoviti boljšo prihodnost državljankam in državljanom tukaj v Sloveniji, našim vnukom, otrokom. To je tisto. Je pa število ministrstev že določeno, zdaj manevrskega prostora znotraj tega ni veliko. Načeloma je jasno, koliko ministrstev bo dobila katera stranka. Se najprej predpostavljamo, da se morajo stranke, ko vstopajo v določeno koalicijo, najprej poenotiti glede določenih izhodišč. Torej, pogovarjamo se o vsebini, pogovarjamo se tudi o delitvi istega segmenta vrednot, predpostavk, ki nas definirajo, in potem, ko zaključiš ta krog, se pogovarjaš ti o potem kadrovskih razrezih, imenih in priimkih. In jaz mislim, da ta pot, ta vrstni red je tisti pravilen. Zato me tudi niste videli pred kamerami, zaradi tega, ker sem se veliko ukvarjal v zadnjem obdobju zlasti s tem, da naredimo ta vsebinski preobrat, potem, ko se je zgodil na volitvah politični obrat in so ljudje rekli, da želijo dejansko stran od vlade, ki je vodil dr. Golob. Dobro, imeli ste pa veliko pogovorov torej z bodočimi koalicijskimi partnerji. So vas Demokrati Anžeta Logarja prepričali, da so kredibilen, stabilen sogovornik in bodoči partner? Pa gledajte, jaz se pogovarjam z vsemi, ki iščejo dobro, si prizadevajo za dobro v tej državi. Lahko rečem, da ta krog pogovorov je bil zelo konstruktiven, zelo dober in prišel je ven en zelo dober izdelek, ki ga danes Svet Nove Slovenije soglasno podprl. Lahko enako rečete za Resnico, jih zaupate? Zaupam sem tistim, s katerimi se da pogovarjati, se lahko išče skupne točke, brez tega, da v bistvu se daje določene spotike, predpostavke vnaprej in tako naprej, in tudi niso neka podaljšana roka nekih ozadij, omrežij, ampak imaš pred seboj pač ljudi, ki dejansko imajo tudi politično težo. Tega zdaj žal na politični levici ni. In jaz sem zadovoljen, da smo v bistvu prišli v to fazo dogovarjanj in da bojo, verjamem, tudi organi drugih strank v kratkem potrdili to koalicijsko pogodbo. Dobro, ko govorimo o partnerstvu SDS, vi in Resnica, ste v Državni zbor vložili zahtevo za odredbo parlamentarne preiskovalne komisije zaradi afere Black Cube. Kaj točno naj bi preiskovala? Takrat je bil del volilne kampanje zaznamovan s to zgodbo. Mi smo bili tukaj zelo glasni, zaradi tega, ker tudi sam sem takrat deloval v Komisiji za nadzor obveščevalnih služb. In prav je, da se določene stvari iz tistega obdobja razčistijo. Tudi to, kako je šel potek informacij, da so v bistvu nevladna organizacija in novinarji v bistvu sklicali novinarsko konferenco in o tem poročali. To je sila nenavadno. Po drugi strani pa tudi vpletenost policije, tako NPU-ja kot Generalne policijske uprave, pod prejšnjo vlado do politike. Kaj želim povedati? To, ali so obstajale določene povezave za odločitve v policiji, ki so imele izvor v politiki.
Tudi to opredeljuje ta nova preiskovalna komisija, ki je vložena v parlamentarno proceduro. Je vrsto nenavadnih okoliščin, zlasti kar se tiče tudi delovanja policije in tudi obveščevalnih služb. In verjamem, da bodo poslanci v naslednjem mandatu to dobro presejali. Drži informacija, da poslanci demokratov niso želeli prispevati svojih podpisov za odredbo te preiskave? Mi nismo bili pobudnik, smo prispevali pri nastajanju tega dokumenta. Ne želim tega špekulirati. To je izven konteksta sestavljanja koalicije. Je pa ta preiskovalna komisija potrebna. Je prvak SDS-a Janez Janša bodočim koalicijskim partnerjem pojasnil obiske na Trstenjakovi? Je bila to tema koalicijskih dogovarjanj, usklajevanj? Ne. Niste jih niti zahtevali? Mi smo se pogovarjali resnično o vsebini, o pomembnih stvareh, ki definirajo našo prihodnost. To sem že večkrat poudarjal. Nastal je, po mojem mnenju, najboljši dokument, ki definira naš razvoj te države, naslavlja vse državljanke in državljane, nobenega ne izključuje, nobenemu nič ne jemlje, zagotavlja elemente pravičnosti, solidarnosti, subsidiarnosti, če želite. In tukaj ni šlo za nobeno, bodisi kar so špekulacije, izključevanja, zakulisja, ampak zelo odprt dialog. Zdaj, pred volitvami je Janez Janša vlado Roberta Goloba označil za kriminalno združbo in da je ta združba v Evropsko komisijo poslala Marto Kos za evropsko komisarko. Dejal je, da bo, če prevzamejo vlado, morala odstopiti in pa da boste v novi vladi, nova vlada, da bo tja poslala kredibilno osebo. Ste o tem že govorili, je to že dogovorjeno? Kot sem dejal, v fazi usklajevanja koalicijske pogodbe se ne pogovarjaš o kadrih in se ne pogovarjaš o različnih političnih kalkulacijah. Lahko rečem le, da... Očitno to prioriteta, če je napovedal že pred volitvami. Prioriteta ta trenutek je to, da uskladimo tisto, kar je potrebno za to državo. In jaz to odgovarjam, da je desno-sredinska koalicija, prvič, desna sredina, ta vrednostna komponenta, pa odnos do gospodarstva, ekonomije, sociale in tudi drugih družbenih vprašanj, da je desna sredina tista, ki lahko tudi vis-a-vis geopolitični situaciji odgovarja najboljšo v danem trenutku. Zaradi tega prav, da pride do spremembe politične oblasti in do vsebine, ki je definirana v koalicijski pogodbi. Vse ostalo je sekundarnega pomena. Torej, končno smo mi prišli v fazo, ko se koalicija dela ne na delitvah posameznih stolčkov, ampak v to, kaj je tisto, kar ljudje potrebujejo. Dobro, omenili ste torej koalicijsko pogodbo, nekaj morda vsebine že odstrli. Lahko morda potrdite, kaj so torej ključni stebri, ustanovitev skoka, nižji davki, torej nova dohodninska lestvica, pa urad za demografijo, morda olajšave za vrtce? Koalicijsko pogodbo boste novinarji lahko dobili in jo bo tudi javnost videla takrat, ko bo bila potrjena na vseh organih in bo bil tudi podpis tega dokumenta, zagotovo pred javnostjo. Kar se tiče posameznih vsebin, ker gre za zelo težek dokument, vsebinsko težek, vrednosten. Ne moremo samo posameznih segmentov dajati ven iz njega, tako da lahko rečem, da pa so nekatere stvari takšne, ki jih Slovenija za ta obrat v ekonomskem in družbenem smislu, socialnem, pač tudi potrebuje. Torej, morda še uvedba pokrajin in podobno. Ne boste razkrili? Glejte, mi smo v Novi Sloveniji beseda velja. To je izjavil že dr. Andrej Bajuk ob ustanovitvi stranke. In če beseda velja, potem je pomembno, da vse tisto, kar govorimo v predvolilni kampanji, tudi potem naknadno realiziramo. Jaz sem prišel za predsednika Nove Slovenije in kandidiral zato, ker sem si želel, da pride do političnega obrata. In so vse svoje napore v zadnje pol leta, vse svoje moči vlagal v to, da je Nova Slovenija bila tisti del, skupaj tudi s trojčkom SLS in Fokus Marka Lotriča, tisti del političnih sprememb, ki verjamem, da prihajajo. In pri tem moja beseda velja, da nikoli ne bomo izdali volilk in volilcev. Dobro, pa samo še to, Janez Janša je na spletu, pa torej
objavil del iz koalicijske pogodbe, navezal se torej na promet, denimo, da bodo vsa gradbena dela potekala tudi po noči in tako naprej, lahko to torej potrdite. Kako boste reševali gneče na cestah? Glede na kaos na cestah, ki nastaja, naj najprej obsodim današnjo izjavo predsednika uprave Darsa, češ, da so vozniki krivi za to, da prihaja do zastojev, njihova objestnost. To je neosnovano in žaljivo do vseh tistih, ki ure in ure stojijo vsak dan v gnečah. Zgodilo se je vrsto napačnih odločitev. Prvič, preveč je delovišč na celotnem avtocestnem križu, nesmotrno so to urejali, drugič, prepozno se je začelo graditi. V bistvu bi lahko to začeli že pred volitvami, pa niso želeli pred volitvami ustvarjati gneč na cestah. Drugič, delo po noči pa je nujno. Tam, kjer se to lahko izvaja, se mora izvesti tudi, da se v konicah določene gradbišče lahko zaustavijo, se malo poširijo. Da treba še enkrat vse pregledati. Zlasti pa delo po noči bi bilo učinkovito, da bi lahko tam, kjer so gradbišča, delovišča, delo prej opravili. In jaz sem ta tweet gospoda Janše tudi dodatno naslovil, da naj se tudi že kar gradbeni izvajalci pripravijo na to. Če pač pride do nove vlade, bi bila to ena izmed nujnih stvari. Se pravi, tudi delo po noči in to povsod. In verjamem, da bojo potem ljudje bili pač prikrajšani gneče oziroma da bojo pač določena cestišča prej urejena in zaradi tega pač bo prej sproščen promet. Jaz si ne predstavljam poletnih prometnih tokov skozi Slovenijo in ujetosti v te gneče, če bomo bili priča takšnim dogodkom.